Dober dan in lep, prijazen jesenski pozdrav v naši oddaji Za zdravje. Sanja Lončar, avtorica mnogih zanimivih knjig, je velika poznavalka začimb. Zato ji boste prav gotovo tudi danes z zanimanjem prisluhnili. No, jesen je pred vrati, svetlobe je vse manj, s tem pa raste tudi potreba, da nekaj naredimo in okrepimo svoj imunski sistem. In narava vedno poskrbi, da dobimo vse, kar je prav. In eno takih čudovitih daril narave so prav oranžne buče, ki vsebujejo prav vse, kar bi v tem trenutku potrebovali. Veliko sonca, veliko karotenoidov, veliko vitaminov, škrobe, ki so brez glutena, pa še lepo nas pogrejejo. Edina težava je, da mnogi ne vedo, kaj bi z njimi počeli, če se jih pa že lotijo, potem pa ugotovijo, da buče niso tako enostavno prebavljiva hrana. Kaj lahko naredimo, da nam teknejo, da jih lahko prebavimo in da res okrepijo naš imunski sistem? In kaj s tem lahko naredimo? Ja, lahko bi pekli, lahko bi delali pire, ampak najboljši recepti so ponavadi najbolj preprosti in enega takega bomo danes naredili. Bomo naredili res okusno, nasitno in krepčilno bučno juho. No, hokejdo buče so tako okusne, da bi jih lahko dali tudi kar direktno v vodo, ampak nekaj ognja, nekaj janga, nekaj spodbude za naša prebavila ravno prav pride. In to dosežemo tako, da uporabimo malo dobre maščobe, v tem primeru recimo kokosovo maščobo, ki še dodatno bo zagnala naš metabolizem. In na maščobi bomo na kratko popražili bučko. Počakamo, da se maščoba stopi. Ko buče pripravljamo skupaj z olupkom, se znajo pojaviti določene nevšečnosti. Gre za vlaknine, ki jih ni tako enostavno prebaviti in da malo lajšamo prebavo, istočasno, da ustavimo hiter dvig sladkorja, ki jih take sladke, škrobnate, močnate juhe povzročajo, lahko uporabimo preverjeno mešanico komarček, kumina in janeževa semena. Veste, ta mešanica, če gre skupaj, potem res 3 grami zadoščajo za cel piskar juhe. Če pa bi uporabljali samo en izmed teh semen, za isti efekt bi potrebovali 4-krat več začimbe. To je skrivnost sinergičnega delovanja začimb, ki ste ga verjetno vsi, ki ste prebrali Ščepec ustvarjanja, že naštudirali. Torej, mečkan semena stremo in jih dodamo že v tej fazi, ko se juha začenja kuhati. Torej, cela semena dodajamo na začetku, bolj drobne, listnate in začimbe v prahu pa bomo dodali na koncu. Vse 4 začimbe se tudi odlično podajo buči, ob tem pa res se ta buča pozneje ne bo oglašala v vašem črevesju. Ko smo bučo malo podenstali, prilijemo tok vode, da je pokrita in pustimo kuhati, da se koščki zmehčajo. No, zdaj, ko se je bučka že skuhala, posolimo ali še boljše, dodamo ekološko zelenjavno jušno kocko. Te so brez mononatrium glutamatov. Torej. In zdaj je čas, da dodamo začimbnice, ki so v prahu ali ki so v suhih lističih, ki dejansko ne potrebujejo več kot kakšno minuto, da se povežejo. Lahko bi začinjali z ingverjem pa z lističi koprca, odlično gre skupaj in dodatno skrbi za prebavila. Lahko pa naredimo še korak več, pa zadevo še malo ojačamo, posebej takrat, ko rabimo okrepiti imunski sistem. In uporabimo mešanico, ki res vsebuje zelo dobre priboljške, ime je zelo pomenljivo, Irma Imunc. Noter pa najdemo še žajbelj, kurkumo, bedrenec, baziliko, materino dušico, čili, ingver in za povrh še ameriški slamnik. Približno ena velika žlica takšne začimbne mešanice bo zadoščala. To damo noter, pustimo 2 do 3 minuti in potem vse skupaj zmiksamo s paličnim mešalnikom. No, v našo krepčilno juhico
Na koncu dodamo še malo bučnih semen, rahlo prepraženih, toliko, da dobimo še nekaj dobrih beljakovin, pa vitaminov, pa cinka, pa še en trik je, zakaj to počnemo. Če boste jedli samo bučino juho, jo boste prehitro pojedli, če so noter pa še kakšna semena, bo treba vsak grižljaj juhe še dobro prežvečiti, s tem pa boste tudi škrobe v buči veliko lažje prebavili, ker naša slina predeluje škrobe v ustih, ne pa v želodcu.